Ljudje in ljudine, poslušate 213. epizodo 7. sezone podcasta Obot, podcasta, v katerem se vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z. Obot. O, brat, odlično, drkaš. Ne. Smo Mito Gegić, Nismo. Igor Harp in Aljoša Harlamov. Zaenkrat še vedno brez gosta oziroma gostja, hvala Bogu. In na spletu, a nič manj gostoleči in digitalni. Ululila-joči. Okay, očitno sem jaz štekam ta jok, pa Jurčeva. Ja. Današnja epizoda je posvečena 3. sezoni serije The White Lotus oziroma Beli Lotus, ki ste jo lahko od 16. februarja do 6. aprila spremljali na Maxu. Na hitro pa bomo kakšno rekli tudi seveda o prejšnjih 2 sezonah, ki jo iz nekega razloga nismo obravnavali, tako da Urška, ne se ustrašiti, nisi našla, ker nismo tega delali. Ker je torej še vedno izredno sveža, ker to se je končalo skratka prejšnji teden, ne v nedeljo? Ta teden, ja, praktično. Ja. Minister za bele ovratnike in havajske srajce opozarja, epizoda lahko vsebuje kvarnike, zato poslušate na lastno odgovornost. In zdaj malo muske. No, mi to daj. Skratka, danes delamo 3. sezono serije White Lotus. Žanri, o kateri bomo danes govorili, so družbena, tudi neke vrste razredna satira oziroma satira, črna komedija, eksistencialna drama, skrivnostnica in kriminalka. Kako ga je vbil? Kako ga je vbil, ne? Ja. Tako je. Tudi kdo je bil v resnici, nikoli ne vem. Tudi kdo je ubit. Mislim, da vseh. Kdo ga faše? Tako v vseh sezonah imamo samo truplo na začetku in ne vemo. Informacijo, da obstaja truplo. Ja. Tako. Drugače je to seveda antologijska serija. Antologijska serija je tista serija, ki ima vsako sezono večinoma nove like, nov zaplet, novo zgodbo. Tukaj se sicer nekateri liki, kot vemo, ponovijo. Potem pa jaz sem še dodal, da je to neke vrste sodobna žajfnica oziroma sodobna atiška tragedija. Atiška? Ja, gled, če bi napisal grška, bi bilo preveč simpel. Treba pokazati, da sem literarni zgodovinar in da je to atiška tragedija. Okay. Lepo. Vem, končno sta impresionirana. Dropping dead, dr. Glavni ustvarjalec serije, edini scenarist in režiser je Mike, ki se piše White, ne boste verjeli. Drugače je scenarist, režiser in tudi igralec. Scenarij je delal recimo tudi za serijo Dawson's Creek. Se pravi, kako je že to v slovenščini bilo prevedeno? Simpatije? Simpatije, tako je, imaš prav, Igor. Simpatije, tako, za tiste, ki ste gledali, in delal je tudi Freaks and Geeks. Med filmi pa ima The Good Girl, School of Rock in Despicable Me 4. Tako da, te obskurne. Nagrade nisem napisal, to sem malo pozabil. Serija je dobila, mislim, da 1. sezona, ne? Ali druga, ali pa obe. Sta dobili vseeno kar nekaj tudi Emmyjev. Tudi Mike White je, mislim, da dobil za režijo in scenarije. In zdaj nam bo Igor na kratko, kot vidim, obnovil 3. sezono serije Beli Lotus. 3. sezona serije nas popelje v istoimensko fiktivno letovišče na Tajskem, kjer ponovno spremljamo usode tedna dni bogatunskih turistov in delovnih zaposlenih, ki jim skušajo ponuditi kar se da najboljše doživetje, obenem pa predvsem preživeti, kar ne uspe vsem. Ključni liki na eni strani so družina Ratliff iz Severne Kalifornije, filmska zvezdnica Jacqueline ali Jacelyn, whatever, s svojima prijateljicama, zaljubljenca Rick in Chelsea, na drugi strani pa vratar Gajtok, maserka Belinda, ki je na študijski izmenjavi iz Havajev in iz 1. sezone, pa Valentin, ruski gastarbeiter, ki skrbi za dobro počutje, pol pa je tukaj še Greg / Gary,
zdaj milijonar, ki se vrača še v tretje. Res je. In kot smo že vajeni tudi pri Mikeu Whiteu in prejšnjih sezonah, seveda cel ensemble cast, kot temu rečejo. Kako mi to prevajamo, Igor? Zasedba, ansambelska zasedba. Ja. Ni ansambl, nič. Ansambl ni, ne. Obsežna, široka, velika, raznobarvna. Ja. Nekaj od tega bo, skratka, skratka, zasedba igralcev, ki jih nekatere zelo dobro poznate, nekatere prepoznate kot karakterne igralce iz različnih stvari, med drugim, ne vem, Jason Isaacs, pa Walton Goggins, pa Emily Lou Wood, pa Michelle Monaghan, Carrie Coons od teh najbolj slavnih, za tiste, ki ste pa malo mlajši. Leslie Bibb. Ja, tako, pa za tiste, ki ste skratka res mlajši od nas, je tu še Lalisa Manobal, ki jo poznate iz Blackpinka. Tako da kar veliko, tudi Sam Rockwell je noter, tudi Ke-Huy Quan je noter, oziroma sam z glasom. Jaz sem bil čisto iritiran, ker se nisem ga spomnil, kdo to je, ko sem ga slišal. Sem vedel, da je nek glas znan, pa nisem bil ziher. Skratka, gre res tudi za zasedbo, ki je resnično, jaz mislim, da sjajna, sami dobri igralci. In ampak zdaj, Christian Friedel bi jaz izpostavil kot eden biserov, zato ker se mi zdi, da je to pa res perfect casting, ker nazadnje, ko smo ga videli, je vodil Auschwitz, zdaj pa vodi hotel Beli Lotus, to se mi zdi krasna izbira. Mene pa v bistvu Patrick Schwarzenegger zelo pozitivno presenetil. Boljši igra kot Foter. Vsekakor, nima sicer toliko obsega kot on v teh letih, no, misliš prstnega koša? Ja, no, to. Okay. Se dela na tem s svojimi proteinskimi šejki. Ampak tudi zelo malo minutaže ima v Gen V-u, pa me tam niti ni toliko impresioniral, ker ga ni bilo toliko moč videti, tlele pa dejansko se izkaže kot precej okej, no. Ja, tako da včasih tudi, kako že, Nepo Baby, kuro zrno najde, nekaj najde, skratka. Nekaj najde, ja. Blender. Hvala. Skratka, to je to, gremo prvi krog. Kako nam je bila všeč, posebej tretja sezona v primerjavi seveda tudi s prvima dvema. Jaz mislim, da če ste gledali zdaj tretjo sezono, ste najbrž tudi prvo in drugo. Tako da upam, da ste pogledali. Če niste tretje gledali, pa ste sem prvo pa drugo, potem ne vem, zakaj to poslušate, ker vam bomo kvarili seveda ta užitek vsaj nekega vseh teh skrivnostnic, teh žanrskih užitkov, ki smo jih omenjali. Ampak kako vam je bilo v primerjavi s prvo in drugo sezono, ki sta bili vseeno tudi zdaj tale tretja je, mislim, da tudi Ana Jurc nekako napiše, da velja seveda Beli Lotus za paradnega konja HBO-ja, poleg zdaj Hiše zmajev in tega črpanja teh GRRM-jevih IP-jev, pa Last of Us, to velja za eno teh vseeno stvari, s katerimi se HBO pohvali posebej, ker ta serija velja za, mislim, da tudi Ana Jurc, danes bom veliko se na njo nanašal, ker mi je bila njena kritika še kar recenzija zelo všeč. Veliko piše o tem, kako pravzaprav je ravno to ta pik HBO vsebina, se pravi, ker imaš nek žanrski zaplet, nekaj, kar pritegne, hkrati pa je to neka družbena satira tudi, pa nekaj, kar naj bi skratka povedalo nekaj več, ne bi bilo samo televizija, ne? To, kar je včasih imel HBO, da je več od televizije. Kako vam je bila skratka torej tretja sezona všeč napram prvima dvema? Kdo bo začel? Mito, daj ti. Meni je bila zelo všeč izmed vseh treh, koliko jih imamo sto postavljanja v mislih, mi je najboljša. Predvsem zaradi tega, ker je malo bolj subtilna kot pa prvi dve. Jurc se izrazi z nekim leitmotivom, ki je hotel. Meni hotel predstavlja tak ultimativni liminalni prostor, kjer se pač menjujejo osebe, pa zgodbe, zgodovine, usode, ljubezni, kakorkoli bomo temu rekli. Ampak v prvi sezoni je v bistvu tole postavljena razredna razlika, razredni boj. V drugi sezoni je moč pa pozicije moči, predvsem preko seksa pa zaposlitve, staro versus mlado ali pa samo zaposleni napram zaposlenih in kakorkoli.
V tej sezoni se mi pa zdi, da se gre za prostor, kjer se pa pač prvič ta prostor mogoče meni malo bolj konkreten postane po svoji notranji logiki, da pridajo ljudje, ki se ne želijo premakniti iz svojih pozicij, ki se jim zgodi neka travma, nekaj groznega v življenju ali pa jih nekaj zasleduje. Skratka, pridejo do neke točke v svojem življenju, kjer se morajo odločiti, da morajo narediti premik ali pa ne. In je pač prvič malo bolj osebno, malo bolj duhovno, hkrati pa ni toliko bolj, ni te razredne zavesti, je pa, in zaradi tega mi je mogoče bolj zanimiva, bolj sveža, kot pa mogoče druga, hkrati pa še vedno ista, če veš, kaj mislim. Ja. Ok, zanimivo. To je, skratka, o tem bomo več govorili pol. Zelo zanimiva perspektiva, ker je precej drugačna od vsega tega, kar smo tudi na Discordu zadnje dni, če ste z nami na Discordu. Pridite na Discord, če niste, seveda. Smo se o tem pogovarjali in vsi imajo 3. sezono kot eno najslabših dejansko, ne, če sem prav razumel. No, vsi. Več ljudi, ki se je javilo, ja. Tako več ljudi, ki se je javilo. Igor, kako si ti gledal 3. sezono? Ja, jaz absolutno podpiram to, kar je Mito rekel in moji recenziji, ki bo zdaj enkrat objavljena na Siolu. Tudi menim, da je to najboljša sezona. Te stvari, ki jih je Mito izpostavil, zdaj so mi zelo zanimive, še bi pa dodal zraven žanr. Tukaj je tale skrivnostnica sploh, kako to dopolni z temi B-rolami, opit z džungle itd. In glasbo. Mislim, dost bedno se mi zdi, da sta se skladatelj in Mike White spičla in se ne pogovarjate več, ker mislim, da je to, kar mu je tukaj uspelo narediti, res povzdigne podobo. No? Mislim, ful je dobro, kako učinkuje glasba not. No in mislim, da se mi zdi, da tele eni žanrski elementi so zelo boljš narejeni še kot prej. Prej si imel mafijo, pa si imel neke te variante, ampak tukaj pa prav imaš te ene kar klišejske zgodbe, skoraj da s tem človekom, ki gre maščevati svojega očeta in potem ugotovi, da je to njegov oče, kar itak je obvious. Ja. Ampak pomembno je tako kot pri Tarantinu v bistvu, kako je to narejeno. Da imaš ti neke take klišeje, ampak vseeno je poetično in tista smrt, ki sem se pogovarjal z našo soagentko nekdaj večkrat že, Matejo iz Vikenda, bila, da to streljanje zgleda kot v partizanskem filmu. Ja, ampak je fucking cool. Tako da te stvari so mi bile všeč, hkrati pa čista moralni vidik. Beli Lotus že ves čas izstopa po tem, da nima moralke, nima nauka na koncu zgodbe, ampak basically je, da pač bogataši bojo v redu skozi prišli, če so neumni, bojo mogoče fasali. Če so zelo neumni, bojo umrli. In to je to. In v bistvu prav vidimo, da tale Hollinger prav umre točno zato, ker je res fucking glup. In to se mi je zelo zdelo v redu. Ok. Poetični klišej, lepo si to povedal, Igor. Ja, jaz sem sicer... Ne vem, jaz sem glede Belega Lotusa že ves čas. Jaz imam za to razliko, sem pač originalni hipster, ne? In bom pač rekel, da meni nobena od teh sezon ni bila tako strašno dobra, zato mi tudi 3. sezona ni bila tako slabša od prve, pa druge. Predvsem se mi zdi, da pri 3. sezoni še najbolj sprostil in jo začel gledati kot to, kar meni je. Pač žajfenca o bogataših, ki ima veliko preobratov, ki so nekateri boljše obdelani, nekateri manj, predvsem pa neka karakterna študija, ki vseeno mislim, da zelo dobro ujame nek sodoben trenutek. Jaz bom recimo tisto, kar dostkrat recimo kritiziram, pojav knjig recimo v serijah. Tukaj sicer letos sem se zelo matril, moram še pol pogooglati, nekje sem našel, da so nekateri razkrili, kaj berejo ljudje v Belem Lotusu, ker v prvi sezoni, ker je bila ona pisateljica, smo jasno videli tudi knjige, videli, kaj bere in tako. Tukaj pa nekaj malo skrivajo naslovnice. Se mi zdi, da je to ena redkih teh serij, ki ne skuša biti univerzalna v tem smislu, da pobriše neke dejanskosti, ne omenjajo Trumpa, berejo skratka neko literaturo, ki je dokaj sveža, sodobna, kakor sem skratka zasledil. In to se mi zdi
zelo fino. Zdi se mi, da je tip ujel zeitgeist pač neke te dobe in trenutka in jaz to gledam kot pač neko študijo bogatašev in različnih teh trenutkov. Ja, prva sezona gotovo govori tudi o razrednem boju, skratka o tem, kako je se priženiti k bogatemu moškemu, ki zdaj pričakuje od tebe tradicionalno thread wife vlogo, kar se mi je zdelo zelo, v bistvu pred časom, 10 let, ne 10 let, ampak par let mogoče pred časom. Dobro, hvala Igor, 1 ali 2 leta pred časom. Drugo, smo gledali pač to, kako so ta razmerja moči tudi znotraj spola še vedno zelo zanimivo. V tretji pa meni je bilo zanimivo, ker tudi recimo Ana Jurs ni toliko menjala in o čemer lahko nekaj govorimo. Tudi ta neka razlika med severnoameriško liberalno elito, bomo temu rekli, in južnjaško elito, ki prisega na neke tradicionalne vrednote družine, bogače, tudi niso verni in so zelo tolerantni do tistega trenutka, ko njihova hči noče samostan za 1 leto in se loči od njih. To se mi je zdelo recimo tudi ena taka zanimiva tema. Predvsem pa igralci, jaz moram reči, da to serijo res delajo igralci in tukaj spet pač odličen casting. No, jaz mislim, da dobro, mogoče kakšne stvari so mi bile nedorečene na koncu, kakšne stvari niso bile najbolj obdelane, ampak jaz sem užival v teh ekskapadah bogatašev, v teh njihovih malih zlobnostih, malih egoizmih, malih nesigurnostih, vse to, kar pač ima. In mogoče je najslabše za levičarja, da prizna, da gleda to serijo tudi zato, da vidi bogataše kot navadne smrtnike. ampak ja, mislim, da sem tudi s tem odgovoril na eno od vprašanj, ki smo jih dobili od bralcev. Ampak zdaj, gremo počasi. Kaj nam ta serija, skratka, kje je tu satira? Kaj nam pove o bogatih ljudeh, recimo v tej 3. sezoni konkretno, da lahko to še vedno imenujemo satiro, ker na to se dosti zdaj obeša. Jaz mislim, da so tudi pričakovanja po 1. sezoni, kar si pač ti Mito pač jasno nakazal, da je tam mogoče malo bolj, pa tudi v 2. sezoni je ta razredna zavest, ker mislim, da je tudi v 2. sezoni mogoče več teh konfliktov na ravni osebja in gostov, to, kar je tudi Ana Jurs zamerila tej 3. sezoni, ker tukaj imamo bolj so ta zamera, ali ukradel mi je pištolo, ali pa telefone in moram vzeti, pa nočejo dati telefonov, ni pa zdaj glih nekega tega izživljanja nad osebjem. Je, v bistvu je cela scena, kako one hijackajo Valentina in zahtevajo, da žure z njimi. To je basically, da jim zagotavlja boyfriende oziroma loverje, kar on zmore, ampak to, da nekaj takega basically pričakuješ in zahtevaš od zaposlenih v resortu, ni glih običajno. Ne vem, glej, Igor, nisem še bil v resortu, ne vem, kaj je tam običajno in kaj ne. Mogoče pa, ampak ja, mogoče imaš prav, ta del je. Ampak skratka, kje je tu satira? Kje se vam je zdelo, da je bila vajna razredna zavest potešena? Mislim, da v bistvu satirizira to, da denar ne more nafilati tvojega lajfa. Da zgodbe zaposlenih, ki so prisotne, in mislim, da se ne strinjam z Jurčevo, da so manj prisotne, so v enaki meri prisotne, ampak so pa vzporedne, niso direktno v konfliktu. In tudi v predzadnjem ali zadnjem delu se v bistvu edini kratko ena od teh 3 Beyond spi z, mislim, da onim Rusom, Aleksejem, ali kaj je že, da se ona prvič sooči potem z lastno praznino oziroma s celim redosledom svojih slabih odločitev, kar jo potem na koncu tudi malo polomi. Da je prvič ta konflikt malo bolj spostavljen med recimo temu zaposlenimi in pač gostujočimi. Ampak v osnovi se mi pa zdi, da v bistvu ti ljudje pridajo samo filati svoj čas z denarjem pa prestižem, ki jim ga pač White Lotus ponudi. Satirizacija pa je v tem, da jih to ne premakne nikamor. Dejansko rabijo nekaj traumatičnega, da se soočajo z dejstvom, da so obstali nekje. Mislim, da zato imam rad logiko hotela kot prehodnega prostora, ki ti nekako omogoča, da se soočaš z nečim prehodnim, z nekim premikom. Ne? In tudi cela serija je strukturirana na ta način, da te prvi del pozdravi z zaposlenimi, ki ti mahajo,
pa v zadnjem delu ti odmahajo. Ne? V bistvu tudi v tej sezoni imamo prvič eksplicitno malo šaljivo rečeno, kar se zgodi na Tajskem, ostane na Tajskem. Isto lahko rečemo za ta hotel, da kar se zgodi v Belem lotosu, ostane v Belem lotosu. Zato me ne moti, da je nekako na koncu obvisi razrešitev ali pa dokončno razkritje ali pa, a veš, vse te zadeve so potem postranskega pomena, se mi zdi, ne? Ker dejanski message, satira, da se vrnem na odgovor, je v temu, da se pač tem ljudem izhodišča ne zdijo popolna ali pa zadovoljujoča, hkrati pa ne znajo najti nekega novega polnila. Okay. Igor? Še ena bistvena razlika je glede na prejšnje, ne? V prejšnjih 2 sezonah so nekateri iz nižjega razreda imeli možnost prehod naprej, recimo Belinda z financiranjem od Tanje in ga niso izkoristili. Edina, ki je izkoristila v drugi sezoni, je bila ona, ki jih je ogoljufala, prostitutka, dekle noči. Ampak je basically šlo za scam in ni nekaj, kar bi res jo dvignilo naprej, ampak je nekaj, kar je dobila, pač ukradla denar. No, tukaj pa smo imeli 2 primera likov, ki napredujeta po družbeni lestvici in oba se morata zaradi tega odreči svoji morali. Belinda pozabi na vse stvari, to jo bo pomirilo, če ona dobi $5 milijonov in tudi noče iti pol v biznis z pornim čajem, ne glede na to, da je simpatična, ampak reče samo, pusti mi, da malo uživam biti bogatašinja. Dočim Gajko, kako mu je ime? Gajtok. Pa prav ima celo tisto, kak je to v nasprotju z budizmom in potem pač gre nasprotju z svojo religijo, kar pa ti da zelo jasno vedeti prej z več scen, koliko je to njemu pomembno. Ne? In to oboje se mi je zdelo kul. Hkrati pa pač mislim, da ta, ki ga igra Goggins pa Amy Lou, da ona dva pa nista nujno predstavnika visokega razreda, ampak sta tu nekje vmes, ne? Mutno voda in je pač druga zgodba pri njih. Tako da imaš pa potem tu prijateljice, te 3 pa čist vidiš, koliko so one tako, kot vsi ostali krizi srednjih let. In to, da imajo ful denarja, pa lahko grejo na Tajsko, ali jim je bolj zaradi tega, ali bi, če bi šli na en piknik ali pa na en hike v naravo, bi bilo to tako drugače. Mislim, če bi bile pač srednji razred. Če bi bile pa revne, pa bi morali delati v najboljšem primeru v hotelu, kot je White Lotus. Da, ja, ne imeli čas. Ja, zanimivo vse to. Ja, jaz moram tudi reči, da 3. sezona se meni zdela zelo taka, ki malo ima tega francoskega realističnega romana, skratka res se ukvarja z napredovanjem po družbeni lestvici. Jaz mislim, da absolutno je ta 3. sezona še dosti bolj povedna o tem, vsaj kar se tiče teh vsot malih ljudi zaposlenih, tako kot si rekel, Igor, ne? Belinda pač pokaže, kako absolutno denar pač pokvari več, ko ga je, bolj te pokvari, ne? Skratka takoj zavrže tega ubogega človeka, s katerim se sjajno zaštekala takoj v prvih dneh, spala z njim, bila vesela njegove družbe, celo ponudil je, da bi skupaj odpreta in je bila najprej zelo počaščena, ampak potem je prišla pač ta možnost in pač, ko si enkrat bogat, zakaj bi delal? Vse ima prav, jaz tudi ne bi odprl Spaja s $5 milijoni. Ne pozabimo, da je to skoraj direktna 1:1 odslikava prve sezone, kar se je ni pripetilo. Ne? Ona v bistvu tudi zaradi te izkušnje, ne bom rekel travme, ne? Da je bila puščena na cedilu, šla tudi v to neko, kako se je rekel, študijsko potovanje v drugo krilo Belega lotusa na Tajsko, ampak tako je tu se vidi, da če želiš postati bogat, moraš zapopasti iste amoralne prijeme, pa tudi, če so ravno isti, ki so tebe prizadeli nekoč. Pa se mi zdi, da isto se mi zdi z Gajtokom, ne, ker jaz sicer nisem imel toliko v spredju njegovih budističnih teženj, ki so v bistvu, se meni zdeli bistveno bolj prikrite ali pa potlačene, tu pa tam imaš kakšen stavek, tu pa tam, ampak se mi je zdelo, da v bistvu je na konec koncev on želi svoje dekle osvojiti. Ampak je malo
slabiče, ne zna se odločiti, ne zna se premakniti iz nekega mesta, vse dokler ga ona nekako toksično celo premakne do te mere, da se potem odzove. Ne? Ker v bistvu to, da ga šefica potem v zadnjem delu, zdaj pa res kvarnik, skoraj nadere, da naj ubije, v hrbet ustreli Gogginsa, niti ni toliko posledica tega kričanja ali pa njegove slabosti, temveč kao na pol ugajanja ali pa biti moški zaradi svojega dekleta. In tu se mi zdi, da v bistvu on niti ni v tolkem, da se mi ne zdi, da kaže svoj konfliktnost z onkraj zemskim, pa tu zemskim, temveč z iskanjem bližine pa ljubezni in jo zapopade na zelo grozen način. Ja, ampak vseeno do te točke je bil on še vedno se odločal, da mogoče ona ni vredna tega, da bi se on toliko spremenil. Tako on vsaj odigra to. Zelo neodločen lik je. Ja, zelo. To je ful jasno. Tudi se mi zdi, da, če smem, tudi se mi zdi, da v bistvu en zadnjih kadrov, ko pokaže, kaj se z parimi liki zgodi, kaj počno, on vseeno moli potem v budističnem ali sem zamišljal? Ne, tisto je Sam Rockwell. Točno, se opravičujem. On samo vozi avto, ja. Črtaj izjava. Prav citira Budo kot razlog, zakaj ne. Mislim, da je tudi, tako kot pri mnogih ljudeh, on uporabi vero za to, da svoje odsotnost pač akcije upravičuje, ampak vseeno mislim, da je to pomemben del ta filozofija budizma. No. Mislim, jaz sem ravno zaradi tega govorim o francoskem realizmu, ker je tam zelo pomemben eno izmed razvojev, eden z teh subplotov je točno to, da nekdo zaradi ljubezni se odpove morali in skuša skratka napredovati po družbeni lestvici, gre tudi seveda pogosto za poroke z bogatejšimi, ampak tukaj je malo drugačne. Tukaj ima on želi si punce, ki je blazno ambiciozna, ki od njega pač želi, da je ambiciozen, da je asertiven, da gre in pograbi to. In pač on nima neke druge izbire, da poči unga modela v hrbet, ga ubije in tako osvoji. Mislim, Lala Lisa je, to ni kar nekdo. Samo kratek intermezzo, Aljoša, malo ti pač pretiravaš, kot anglist mora malo posredovati, da ti te francoski realizem nočopaš. Gatsby pa Dickens imata zelo podobne stvari, tako da ni zdaj tu neka ta let's have it, Flaubert versus Dickens. Ja, seveda, definitivno, ampak kaj je bilo prej, francoski realizem ali Gatsby in Dickens? Ja, definitivno. Oh, damn! Dickens je bil hkrati. Ja, Dickens je bil hkrati, seveda. Sej ta, mislim, francoski realizem je pri nas, zato ker bolj ali manj govorimo o francoskem realizmu več kot o britanskem, ne? Ampak ja, seveda, to je tudi Dickensova čista štorija. Ne? Tudi v končni fazi, a je Rick, ne? Goggins, je mislim, da je Rick. Skratka, tudi ta njegova zgodba, ves čas je ta nek feeling, da ona dva mislim, ona gotovo ni bogatašinja, ne? Ona je skratka z njim, on ima je plačal to potovanje, ampak on je nekak, kako je prišel do tega denarja, tam tudi z Rockwellom govorita o nekem poslu, nikoli ne zveš v resnici, kaj je počel, ampak imaš malo te nekih shady, da je skratka tu nek kriminal zraven, ne nazadnje mu on lahko zrihta orožje sred Tajske in on je vajen orožja, očitno pač tukaj je neka ta stvar in je tudi ta zgodba, seveda mali človek, ki se povzpne po družbeni lestvici za to, da bi se pravzaprav maščeval morilcu svojega očeta, to je taka, če je kaj Dickensovsko, je to do stropa Dickens. Ampak ja, na koncu pa seveda ta preobrat, zaradi katerega pač govorim, da je to atiška tragedija oziroma grška tragedija, pa ja, seveda na koncu umori svojega lastnega očeta. Kar je bilo zelo nepredvidljivo in jaz sem bil šokiran. Kaj se vam pa je zdelo, spet da ne bom, to sem sicer tudi sam si dal zapiske, ampak ker sem pol pri Ani Jurc to opazil, ta citat, moram spet Ano omeniti, Ana, oprosti, če se ti je kovcalo v sredo dopoldne. Eden od pomembnejših plotov ali pa enih pomembnejših niti tem v tej sezoni je bila tudi zahodnjaki, ki pridejo preizkušati vzhodnjaško duhovnost, ki je neke vrste trend, ne vsi pridejo tja tudi z nekimi knjigami, ne nazadnje tudi Chelsea govori o nekih horoskopih, to
v zahodnjaškem umu je vse to pomešano med sabo, budizem, horoskopi, satanizem, kult, kot vidimo. Ne? Kako se vam je to bilo? Meni je bil ta del kar zanimiv za Piper. Zdi se mi sicer, da je mal prišel od nikoder, ker Piper v resnici ne spoznaš kaj dosti. Tukaj meni je bila bolj ta napaka, če že govorimo, kje so kakšni karakteri bili. Meni se recimo ni zdelo tako kot Ani, da je to Gajtok toliko, meni se zdelo, da ta Gajtokova zgodba je čist dovolj logična, to, kar smo zdaj govorili od njej. Ne vem, če sem rabil več tega, ampak pri Piper se mi je mogoče zdelo, čeprav mi je bil ta obrat res fenomenalen, da pač zahodnjaška punca pride noter in potem ugotovi, da ona pa ne more spati tam, ker ni klime, ker je umazan jogi, ker ne vem kaj. Čeprav na koncu je to bolj delovalo kot še en ta pritisk na patra familiasa, ker on ugotovi na koncu, da razen sina nišče ne more živeti brez udobja. Ja. Ampak, a vam je bila tudi ta, ker ti si Mito recimo govoril o lokalizaciji, da ti je bila posebej v 3. sezoni všeč, da je dosti bolj umeščeno v prostor, se pravi na Tajsko. To je seveda povezano tudi ne samo z opicami, ampak seveda tudi z religijo. Kako ti je bil ta del všeč? Meni je bil zelo v redu, razumem, zakaj bi nekdo lahko rekel, da je to premalo razdelano ali pa da bi v bistvu Piper sama lahko imela več karakterizacije, ampak tudi mislim, da ni bil njen namen, da se tukaj razvije v bistvu kaj več. Mislim, da Ana je tudi sama v svoji recenziji povedala, ona je želela pobegniti od družine, niti ne najti neko novo polnilo, mogoče kao del duhovnosti za to, da bi se poiskala nekaj novega, ampak meni je to takšen klišej za belega, rečemo, niti ne bogatega, ampak za belega človeka, ki potem niti ne na Tajsko, ampak mogoče v Gojo, v Indijo leti, pa v bistvu poha 2 tedna vse skupaj, na koncu pa pride domov z koraldami, pa reče, da best je bilo, jaz razsvetljen, namaste, bullshit. Isto mi je bilo tle, ampak se izkaže, ko je brat tako izkazal, mislim, izrazil željo, da bi pa on tudi rad to izkusil, da ji vse pade v vodo, ker vse, kar je ona želela, je pobeg, ampak pobeg na najlažji možen način. Noben od teh ljudi ni pripravljen nekaj narediti za to, da bi se dejansko spremenil. Ne? Dejansko edini lik, ki sicer nehote da grozno izkušnjo skozi in potem celo prebije, jaz sem videl Boga, je ta mal, ki želi vsem ugajati. In on ima edini... Zelo dobesedno. Ja, to je njegov štik. Moj bog, Mito. Meni se zdi genialen job. Ampak on je dejansko edini, ki da versko izkušnjo skozi, ki je v bistvu ta liminalen prostor hotela izkoristiti do svojega skoraj absolutnega konca, ali pa vrhunca. No, ampak mislim, da tudi Foter in tale Saxon, ona dva tudi dejansko nekako napredujeta kot človeka, ne? Oni da skozi, da proba ubiti familijo, pa se odloči, da ne. Super, pogumno. Zelo se je razvil, imaš prav, Igor. Medtem ko oni pač celo tole travmo da skozi z tem svojim bratom in pol pač posluša prvič nekoga, ko posluša Chelsea in potem prebere tisto knjigo in jo res prebere namesto vseh tistih brov ki jih imate. Hodo je na Duke, Igor, valjda, da je prebral. Tako da mislim, da se malo spremeni. Ne? Je pa seveda to vse skupaj v sklopu tam nekje v istem rangu kot v prvi sezoni tisti sin, ki potem pristane, ki ostane na Havajih, veslač. Ne? Mislim, da smo tu nekje v tem, kak je sprememba, ki je pa za enega človeka visokega razreda cool. Ker pol se bo itak vrnil v svoje tirnice, ampak bo lahko imel neko tako fantastično. Jaz pa niti ne bi šel tako daleč. Jaz mislim, da sicer je prebral, mogoče mu je dalo malo zamisliti, ampak takoj, ko mu je pa ona dala vedeti, da še preberi še kaj, a veš. Ne samo eno knjigico, mislim, da je bil, pa ona potem odleti k Riku, ki ga zagleda na plaži, da je spustil takoj kakršnekoli pretenzije po bilo kakšnem branju še. Tudi njegov odziv na novico, ki me je Še kasneje nosi knjigo s sabo. Ja, ampak meni nekako tale odziv na novico, ki mu preleti na telefon, ko ga vklopi po teh 8 dneh, da malo vedeti, da pač ne, mislim, da je bistveno bolj pomembno za njega, kaj se tam na telefončku dogaja. Tako da dvomim, da je tu bil kakšen bistveni premik. Se mi pa zdi, da dejansko mu je dalo prvič nekaj zamisliti, doživel je iskreno globoko travmo, ker to, kar sta z bratom dala skozi, je
fucking disturbing in to ga bo zasledovalo, upam, da do konca življenja, ker mene vsekakor bo, pa sem zgolj beden gledalec. Da pa, a veš, pa to, da mora da jasno vedeti, da si ti sam lupina, da si prazen. In da do takrat niti ne imel neke hude agenture v smislu, kaj bi želel. On želi biti samo uspešen, to je edini bullshit, ki ga je lahko tam produciral. Ne? Pa ne zmore reči tiste spolni avanturi z Gregom in njegovo priležnico. Ne? Ja, meni je ta v bistvu ta njegov tle bi jaz rekel, da je mogoče neka rast neke vrste, ne? Ker uspe, torej, čeprav vsi vemo zakaj, no, mislim, ampak ne, hotel sem prej, da ne pozabim za nazaj, sem še hotel eno stvar komentirati, da marsikdo tretje sezone mogoče tudi malo zameri, ravno to, kar smo se mi prej pogovarjali, da revni ne izkažejo moralne večvrednosti, vsaj Gajtok in Belinda, ne, ta njuni zgodbi ne pokažeta moralne večvrednosti v primerjavi z bogataši. Ne? Jaz mislim, da je to dostkrat, kar je za men v resnici večji kliše, da dostkrat imamo družbeno satiro za tisto, ki kaže, da so bogataši zelo, zelo slabi ljudje, medtem ko so revni sicer revni, ampak imajo ljubezen, moralo, vero in ne vem kaj. In jaz mislim, da marsikoga je mogoče tudi to razjezilo, ker nam je tretja sezona tudi malo dala ta špegel, da tudi jaz ne vem, kaj bi se odločil, če bi prišel na Tajsko, pa tam zagledal nekoga, ki ga išče italijanska policija, za katerega niti ne vem, da je umoril koga in kot vemo, ni umoril žene. Ne? Žena se potakne, udari tudi ne vemo, če so jo skušali ugrabiti ali ubiti ali kaj je že bilo, ali je ona samo pretiravala. Nikoli ni ta del pojasnjen. Ona niti tega ne ve. Zdaj pa daš na tehtnico $5 milijonov, ali pa da ga zatožiš policiji, ki v resnici ne vem, če sploh lahko kaj, ker po moje se on na Tajskem skriva ravno zato, ker ni ekstradikcije iz Tajske. Po tej logiki. Kaj boš torej naredil? Kaj boš naredil? Mislim, jaz razumem to preudarnost, moram pa reči, da razumem Belindino preudarnost, pa všeč mi je, da je v bistvu v strukturni, literarni ravni to zelo dobro odslikava, kot sem že omenil prve sezone, ne, kako se nazaj ravna. Hkrati bi pa v tale miks tele kvazi amorale ali pa morale nižjega razreda, ne, so postavil republikanko pri treh prijateljicah. Ker v bistvu ona sicer nima nekega hudega zgodbovnega loka, razen da pač malo gobca, pa ga gre sicer žurati, ampak je zelo zadržana, ne želi prešuštovati, ne želi lagati, pokliče svojega moža. Hkrati tudi ni up and front, oziroma kako se reče, direktna za svojimi političnimi napadi, pa sicer tudi drugi ne, če smo že tako iskreni, ker en liberalc je samo neolib v preobliki, no, če smo že iskreni, predvsem ko si toliko bogat, po moje. In dejansko ona ima izmed vseh še mogoče najbolj moralno izčiščeno pozicijo, ne? Pa seveda od Rika punca, no, kaj že, Chelsea. Ne? In moram reči, da mi je všeč, da ta serija malo zmeša te klišeje, da ni zgolj pač ko, revni bodo pa malo bolj moralni kot pa vsi ostali, ali pa bogati so pa pokvarjeni, pa še bel je po vrhu, groza. Še ena literarna aluzija not njemu je imel Rick, tako kot junaku iz Casablanke. In točno mislim, da to ga dodatno karakterizira, da je on shady, gentlemanly kind motherfucker, ki veš, da bo znal vse zjebati, ampak pol vidiš, da ni. Ne? Ampak pač na začetku, ko ga vidimo, sploh ko kadi tam, pa se ne pusti jebati glede tega, ne? Zelo ta vibe daje. Mislim, da je Mike White tukaj dober zadev malo to, da je to, tudi meni je zaradi tega še vedno pač ustrajam pri tem, da je to zelo površinska satira v vseh treh sezonah, ne sem tretji, tako da mene, se pravim, tretja zaradi tega ni to. Oziroma, tukaj bi bom dal še pod piko, ne, da v bistvu kao izmed vseh je mogoče mičkem bolj ilustrativna celo, kot v prejšnjih dveh, ampak moram reči pa, da je malo bolj izostrena, vsaj z mojega stališča, ampak nadaljuje. Dela pa dober karakter in jaz mislim, da morata to, da naredi prepričljivo in tako, kot si ti rekel, od treh prijateljcev, tudi meni bila v resnici, kljub temu, da ona nima nobenega karakterja na koncu, da se z njo nič ne zgodi, samo ona je v resnici ta tretja, je pa vseeno točno to, prikaže kot eno
v Teksasu živečo ženo, v resnici ona ni nič drugega, kot žena in mama tam in se je našla svojo identiteto v tem, kot ti pol reče kolegica z Amerike, ampak po drugi strani pa ni, je najbolj tako, gre žurat, ampak absolutno noče imeti nič s temi Rusi, ne bo prevarala moža in je tega. In se mi zdi tudi zanimivo, ker so postali meni moj najljubši lik, je pa seveda, da to takoj damo čez, je pa seveda Parker Posey, ki je Victoria Ratliff, žena, mama, ker se mi pa zdi, da tukaj pa tisto, kar je meni bilo zelo všeč v tej sezoni, je pa to, ona je skratka žena, prihajajo iz Severne Karoline, tako in so neka taka tradicionalna familija, ki ima te tradicionalne vrednote, mož prinaša denar, oni so bogati, živijo udobno življenje, ona verjame, da so budisti kult, vse, kar je neznano, je čudno, to ne more biti, ni posebej vera, ampak prav vidiš ta njen odnos, tudi kako se ji gnusi ta starostna razlika med moškimi, ki prihajajo na Tajsko, seveda iskati, beli moški, ki iščejo te mlade priležnice, kako se ji to totalno gnusi. In imaš to neko, kar je meni zelo dober portret neke te desničarske, brezkrivdne uživanja v svojih komfortih. To, kar v resnici desnica kao zameri woke kulturi, je neprestano opozarjanje na krivdo. Ti, če si bogat, si kriv, ker seveda strukturno, sistemsko, in to njih moti, ker oni bi samo radi bili oni so dobri ljudje in bi radi živeli bogato in normalno in to je za njih. In to se mi je zdelo pri njej, ker pa imamo njeno hči, za razliko, ki pa je mal kvazi liberalna, ki pa hkrati si pa ne upa priznati, da bi sama rada živela neko udobno življenje in jo strašno muči ta krivda, ker vsi ostali tako slab živijo njej. Čeprav to mogoče niti res ni, kot je prej Igor omenil, oni budisti meni tam zgledajo čisto zadovoljni sami sabo. Ampak ful se mi zdi dobro in naravni pač teh karakterov, značajev, pa mislim, da je tu Mike White naredil res dobro, ker nobeden od teh ni samo zloben republikanec in dober demokrat, kar bi za satiro po dobro se so prej posneli, ampak se je vedlo že približno, kaj bo. Kratka, po Trumpovi novi zmagi bi lahko pričakoval, da bo ta satira šla spet v to, republikanci so rasisti, ne vem kaj, in so ne vem kaj, demokrati so pa ta dobri, ne vem kaj, ampak tukaj malo zamajate me in tudi to, se strinjam s tabo, Mito, meni se to zdi največja vrednost te serije vseh treh, bi rekel, sezon, ker imamo vsaki kakšen tak lik, ki mal preseže te zelo enostavne stereotipe, ker marsikje, kjer se pogovarjamo o družbeni satiri in o tem, so pa ti točno ti stereotipi. Reven, ampak veren in zaljubljen, mlad fant in ne vem kaj. In to mi je pa, moram reči, da tukaj se mi je pa zdelo, da je to res ratalo. Ampak hkrati pa obdržiš, ima vedno neke like, ki pa so all in. V prvi sezoni, recimo on douchebag od Dario, on je grozen človek. Dobesedno. In zaradi tega, ker ima denar, je še toliko bolj grozen. In ne bo nehal biti nikoli. Ne. Dobesedno res ne bo, kar grozen človek ostal. Skratka, da vidim, kaj še imamo v zapiskih. Moramo še pri Parker Posey omeniti, da če smo imeli v drugi sezoni tale kultni stavek Those fucking gays are trying to kill me, moram reči, da stavek, ki ga tlele prebija I'm praying to Jesus to get to rid her of those Buddhists, jaz sem se skoraj postal, res, the best, bravo. Ne, jaz pa moram priznati, da meni pa je bil najljubši stavek od Lohlavna, I'm a pleaser. Drugače pa, če smo že pri stereotipih, vsi ljubitelji Anore, tudi tukaj imamo seveda največji kriminalci so spet Rusi. Dobro, tudi oni seveda so bogi in revni, ne morejo nazaj v svoje države, vize jim so potekle, ne morejo delati. Rečemo, da so podjetni. So podjetni kriminalci, medtem ko so Aleksej, pa še goljufivi zapeljivci, to se mi je zelo mi je bil všeč ta prizor, ko začne na toč po vratih sedeti, Aljoša! Ne spoduj, pojdučka. Si šel pogledat, kdo pred svoje vrata je. Za trenutek sem se ustrašil. Ampak spet imamo tukaj malo te
rusofobije, če že preštevamo te stvari. Ne, ampak vseeno ne bi temu rekel prav rusofobija. Prav zdi se mi, da je poiskal, kdo so tisti tujci na Tajskem, ki se krčevito oklepajo tam biti, ker nimajo kam drugam oditi. In to so trenutno pač Rusi, zato ker iz takega ali drugačnega vzroka, ali ker so kriminalci, ali ker nočejo služiti vojske, ali milijon drugih razlogov, pač se potikajo naokrog po svetu in jim ne preostane drugega, kot da so kriminalci. In če pač hočeš pokazati lik, ki je zaradi zunanjih okoliščin basically prisiljen v kriminal in je hkrati predisponiran za to, ker je ogromna omara, pač glej, to, ja. Ja, dobro, sej veš, mislim, hecal sem se, ne, ampak pač hočem reči, ker mečemo te stereotipe okrog. Tako, ampak gled, meni je bilo nazadnje zelo všeč, da Aljoša dobil Carrie Coon, ker je ona meni najbolj všeč od vseh treh prijateljic, ker je pač preigrala v Fargu in mi je tam naredila res, mislim, da je ona drugi ali tretji sezoni, je res sjajna. Tako da to, a bomo šli še na hitro, bomo se še kaj vmes spomnili, gremo še na hitro, če so vprašanja. Najprej Pižamčeva, ker so pač bolj zingeri kot vprašanja. Ja. Oprosti Pižama, ampak res je, nehi. A ima futer v samostanu čez Slorest? Ja, jaz nisem čist dobro, mislim, Slorest, ne vem, da so to unija, to je neka ta catering, ki ima najbolj ta osnovni catering preko. To, kaj bo bogati pizda, ali ko? Ne vem. Kdaj pride Goggins Rockwell prequel? To bi tudi mene zanimalo. Rockwell je pa naredil vlogo. Ja, not je kaj 20 minut po urce, ampak... Minutaža je skoristil do amena. Edino to bi rekel, ne, da pač gre njegova žena snemati na Tajsko, on je poročen z Leslie Bibb in avtomatsko mora iti on zraven. Ne. Ampak, ko je on šel snemati cel film na Luno, a je njo vzel zraven, nije. Ne. Mogoče pa še kjer klon tam, Igor. In potem sprašuje tudi, a je Rockwellov lik Zep od Bibelbrox pod krinko. Tako malo deluje. Meni so bile všeč njegove gatke, to moram priznati, da ko laufa za unim pohodniku, zgleda res, ko Rockwell ima okus, ali pa garderoberka. Meni je všeč, kako Rockwell nekako vrata mu, da v bistvu vsak projekt, v katerem se znajde, da on pleše. Da neke movese noter sprav, to je. Tle so bili kar dobri movesi z nožem, ja. To se mi zdi to, da tudi meni bila zanimiva, to sem tudi jaz nekje opazil, mislim, da na Facebooku nekje. Pižama omenja teorijo, da je skratka Lucius Malfoy, pravi skratka ta igralec, se pravi pater familias, one bogate familije, je vse telefonske pogovore haluciniral pod vplivom lorazepama in nimajo dokazov proti njemu. To bi tudi meni bilo fantastično razkriti in preobrat na koncu, da bi se izkazalo, da se mu je kar nekaj bledlo. Da so še bogati. Jaz bi še to rekel, glede Parker Posey, da kar je pač nerealistično, ona nima tablet in potem kar v redu shendla cel teden. Lej, sprostila se je meditacija in te stvari. Se tudi vino pomaga, veš. Ampak meni je tudi njena glas, kako je zadela na glas, vsakaj čas. Potem tudi jaz moram priznati, da sem to ves čas slišal, tako da Pižama sva že dva. Katera zelišča posušiš za porn čaj? Porn čaj je eno boljših imen. Porn čaj. Jaz sem več čas slišal sicer bolj porn child, ampak ok. Zeleni čaj v kondomu, pizda, no, ali kva, ne vem. Evo, to. Kaj je z vami? Ja, ne vem, Pižamca vpraš. Hvala Bogu, sem zdaj lepil črn čaj, tako da me to ne črn tudi gre. Tiho mi to, tiho. Mislim, da smo na to malo že odgovarjali, ampak Matiček sprašuje, ali serijo še vedno dojemate kot satiro razvajanih in privilegiranih bogatašev. Zdi se, da se je skozi sezone njen fokus premaknil od satire bogatašev in medrazrednih dinamik, bolj intimnim vprašanjem medosebnih odnosov znotraj istega razreda, v tretji pa še bolj k eksistencialnim temam na ravni posameznika. Ali to smatrate kot izgubo
primarnega fokusa oziroma izpeto serije, kakor meni marsikdo drug, ali še vidite potencial za nove kvalitetne zgodbe na teh novih temeljih, če tudi serija ravno ne vpije več Eat the Rich. Mislim, vse deloma smo zato že obdelali. Mislim, da pritrjujem z nekim zadržkom. Mislim, da vse 3 sezone deloma odražajo prvo, ne, v tem razrednem boju. Se pa White tle dosti izkaže kot dosti gibčen v smislu gnetljivosti vsebine pa snovi, s katero lahko operira v prav enem hotelu, no, ali pa v neki določeni lokaciji in da do zdaj se mi zdi, da se dosti izkaže, kako lahko nese zgodbo naprej, da jo pregnete v nekaj novega, pa hkrati ohrani odlike iz prejšnjih. Ja, jaz tudi mislim, da smo bolj ali manj odgovorili, da meni se, kot sem rekel, meni se že prve sezone niso zdele, da je to zdaj taka nora kritika teh stvari. Meni se je zdelo, da je vse skupaj dokaj žajfnica, dokaj ima tudi teh odnosov, seksualnih dogodivščin, nekih preobratov, zanimivih karakterjev, odštekanih karakterjev. Ni se mi toliko zdelo pomembno to in tudi ne vidim razloga, zakaj bi moral imeti en fokus, če je to antologijska serija. In bilo bi boring, jaz ne vem, če bi res gledal še enkrat prvo sezono. Že tisto, kar je mene pri drugi in kar me pri tretji najbolj moti, je to, da se ene stvari ponavljajo, bolj kot tisto, kar je novega. Če tudi mogoče me novo... Jaz včasih mislim, da moramo biti bolj odprti v tem smislu, da včasih je boljš, da je nek poskus, nečesa novega, če tudi ne uspe, kot pa da nekdo vztraja pri istem. Franšiza Star Wars, recimo. Ali pa, ne, bom dal eno drugo noter, ki je bistveno bolj zanimiva v tem smislu, kako se folk odziva recimo na True Detective, ki ima v 4 sezonah ogromno dobrega čtiva, ampak vsi bi pa radi imeli prvo 4-krat še enkrat narejeno. Pa noben ne ceni druge, razen mene. Tretje se pa noben ne spomni, kaj se je zgodilo. Kaj je že bilo? Meni je bila tretja boljša in res ne cenim druge. Dejansko se tretja ukvarja z Alzheimerjevo. Demet, pa sem pol leta nazaj pogledal, mogoče imam jaz Alzheimerje. Urška pa sprašuje, zakaj so ljudje dejansko tako nadušeni na to serijo. Igralska zasedba je huda, ampak se lahko dejansko s kom sploh poistovetijo, za koga navijajo. Par mi je reklo, ker je dober posnet, ampak jaz tega ne vidim, vsaj kar se tehničnega vidika tiče, mi je bilo marsikaj veliko boljše, a jim je zato tako dobro gledati, ker pač drame bogatašev, ker seveda jih tudi oni imajo, a zato, ker glej, kaj vse si privoščijo, ampak konec koncev niti smešen ni več. Jaz bom samo rekel to, da meni se sicer vedno malo zgrešeno zdi ta ideja, da moraš biti se poistovetiti s komerkoli, mislim, pustimo to, da je ta teorija poistovetenja itak problematična, ker se ne poistovetiš, ampak pač neko sočutje razviješ skozi lik, skozi njegovo perspektivo, ki jo lahko zavzameš tudi, če je lik popolnoma drugačen od tebe in tudi to je namen fikcije. Jaz mislim, da meni se je fajn vživljati v tegobe, ne vem, Afroameričanke sredi 20. stoletja v Ameriki in lahko občutim opresijo sistema nad njo, čeprav ne morem deliti njene izkušnje in je nikoli najbrž ne bom. Ali pa kakšno Dickensko nočno moro, ne? Mislim, tako da to me ni... Glede dober posnete, jaz sicer mislim, da je White dober režiser, moram pa tudi sam reči, da jaz nisem tako nadušen, kot mogoče Mito ti bil nad Opicami. Meni je vsako sezono se mi zdi, da je preveč istih kadrov. Prejšnji je bilo teh kipov nekih brez glave, ali kaj že bilo neka ta Italija. In zelo se mi zdi na meji eksotizacije. Ampak se mi zdi pa zelo zabavno, da je full folka učita tretji sezoni eksotizacijo, ker je tajska, medtem ko je v Italiji noben ni prepoznal, čeprav je bil isti shit, tam pač za Italijo. To bom sam rekel. Kako se vama zdi, zakaj je ljudem to všeč? Izvoli, Igor. Aha, ti si bil glik sred besede. Samo se mi zdi, kot da non-stop govorim nekaj. Ne, povej, mene zanima, kaj imaš za povedati. Mene ne, ampak daj. Meni je pa všeč kak tehnični pristop do tega, ker je nekako zgine v ozadje, da v bistvu ti ni v napoto, ne opaziš ga, kot naprimer zdaj, ko gledam serijo Evil, prvo sezono, in moram reči, da me izjemno moti, kako je posneta, ker so vedno neki koti poševno, kljub temu, da ni nobene potrebe po temu. Tako da v bistvu cenim obrt in veščino za temu, da ti pripusti zgodbo, pa like, pa dramo, pa zaplet v ospredje, namesto da se ti ukvarjaš, je to dobro posneto ali ni posneto. Veš, tako dejansko je tu obrt vstopila v korak nazaj za to, da podpira osnovni koncept. Kar se tiče eksotizacije, se tudi ne strinjam, ker Italija je ravno toliko eksotično bila nastavljena, kot je Tajska, ne?
In Havaji. In Havaji, če smo že pri temu. Mislim, da je to pač kao nekaj, kjer imajo mogoče določeni ljudje slepe pege, pa se radi posežejo potem po hitrem nekem kritiziranju, ali pa, ne vem, bom pustil pri temu. Mene osebno ni motil, mislim, da je celo v tej sezoni za kanček manj simbolizma, kot pa ga je bilo mogoče se prepoznati v drugi sezoni, kjer so pač te spolne scene ali pa te pozicije moči bile tudi odslikane v teh ekipih, pa v teh slikah, freskah in tako naprej. Tukaj pač tale, moram reči, da so te opice dobro služile kot prehodni material k naslednji sceni, ampak nič več od tega, tako da mislim, da simbolizem bil pripuščen stopničko niže. No. Ja, Igor. Jaz bi rekel, da obvisli mora biti eksotizacija prisotna, zato ker prikazuje ljudje, ki grejo namenoma na eksotično lokacijo in da prikaže razliko med zunaj pa noter. Torej, hotel noter ni eksotični, je fake, medtem ko zunaj pa vidiš, da je nek realen prostor in to si tukaj imel ful, pa tudi tam v drugi sezoni, ko grejo do onih Italijank, ki bi naj bile njihove sorodnice, pa jih one naderejo. Prav to imaš, da pač vi ne spadate v ta prostor, ker ste v tem fake prostoru noter in ostanete tam in nekaj težiti. Čist strinjam, čist podpišem. S tem, da bi v drugi sezoni bolj izpostavil tisto sceno, ko Audrey Plaza hodi po mestu in v bistvu italijanski kao moški, a veš, za njo gledajo, ker se prvič nekako tale tema spolnosti, v bistvu serija direktno postavi navzven. No, plus všeč mi je bilo pač to, kar si rekel, da tale B-rola vmes prehodi z opicami. Mislim, super vzdušje dodajo skupaj z musko. Plus tisti del z fajtom je bilo pa zelo on the nose, dobesedno, kako prepleta spopad in spopade med posameznimi liki, ampak to je bilo pa res lepo narejeno. To je bilo filmski jezik. Prav super mi je bilo v bistvu, kako se tudi opeta pogovor med Guy Talkom pa punco, da v bistvu ga ona sili k večji agresivnosti, hkrati pa posnetki dve prešvicanih tipov, ki si točeta boga ven iz mesa. Hkrati pa se on potem že počasi odloča, a bom jih zatožil, a jih ne bom zatožil, one Ruse. Tako da, super, se strinjam, tale scena mi je bila the best. Ja, seveda pa ne pozabi, da pač boksari so neke vrste sodobni gladiatorji. Ona se tam borita za zabavo bogatejših od njiju. Belci pridejo gledati, kako se domačini tam tepejo za njihov užitek. Tudi ta, mislim, da podton tega, kaj bo on moral narediti za to, da bo jo osvojil, je tukaj zelo, zelo logična. Nekaj sem še hotel... Sam to sem hotel Igorju komentirati, ker res, jaz nikoli ne bom razumel, ko imaš... Mislim, nikoli tudi ne bom imel toliko denarja, tako da ne bom rabo tega razumeti, ampak res ne razumem bogataša, da imaš toliko keša in potem greš v hotel, kjer ne greš nikamor, na Tajskem si, pa si v Kurčevem hotelu z bazeni, kar bi lahko bil tudi doma. Tudi doma imaš takšno postrežbo in bazene in lahko greš na meditacijo, ker ne doživiš niti malo lokalne kulture, ne zanima te hrana, ne zanima te nič. Zato ker eni pač čejo imeti zgolj plažo, pa oddihne. Ne, to nima niti veze z denarjem. Jaz sem enkrat bil v rezortu v Turčiji in pač izkušnja je bila, da rezort, torej ob blizu morja je cesta, rezort je na zgornji strani ceste, spodaj je podhod do plaže. Od polnega rezorta nas je mogoče 5 hodilo na plažo, ostali so vsi ostali pri bazenu. Kaj šele, da bi šel kamorkoli na izlet v Antalijo, ali kaj so že bila pač najbližja mesta. In pač enostavno oni hočejo biti beg od doma in potem tam hočejo, da se otroci nekje, da jih nekdo prevzame po možnosti, oziroma da norijo tako, da jih lahko vidijo in hočejo jesti sam tisti junk, ki ga tam dobijo, ker imaš pač all inclusive. In se grejo steps za palačinke tisti dan, ko so palačinke, ker to je edina zadeva, ki je približno omejena. In povsem so zadovoljni s tem, da pijejo umetno kavo, ker turško kavo bi pa bilo treba doplačati €0,5, ki ga obvisli imajo. Zločin. Drugače sem pa to hotel reči, mogoče pa, ko boš televizijske pravice prodal za kao tvoj bodoči roman, boš tudi ti iz enega rezorta, potem Instagramo kao, puste me, da uživam svoje bogatstvo. Težko na truplih drugih zgrajeno bogatstvo, dobesedno. Še gremo še eno hitro vprašanje. Imamo Tamara sprašuje, ne vemo, kdo je Tamara, to se je pojavilo kar noter, na Discordu je ni. Kako bi mi razrešili posamezne zaplete, če z njimi nismo zadovoljni?
Jaz v resnici ne vem, mene je... Najbolj me je res zanimalo, kaj se bo zgodilo in mislim, da se na koncu White dober izogne pač s to familijo. Meni je bila ta familija res Radcliffeovih. Ja, mislim, da nimajo Radcliffe. Ja. Mi je bila najbolj zanimiva, ker so mi bili pač tako zanimiva dinamika in res sem čakal, kaj se bo zgodilo, ko bojo oni ugotovili, ker so mu res tako zelo očitno vsi pripovedovali, kako ne morajo brez bogatstva. Še sin mu je zdaj, Schwarzenegger mu je v zadnji povedal, da on ne more da on brez moči, to pa res ne. Ja, on ne obstaja. Ja. Tako, vse je v njegovo košaro, vsa jajca je dal v njegovo košaro, res spet dobro. Jajca je dal v košaro. Daj, prosim. ja, ne nadaljuj, Igor, lepo prosim. Ostanimo vsaj približno spodobni, če že v prvi sekundi nismo bili. To in nisem vedel, kako bo to razpletel, ko bojo oni končno zvedli in se mi zdi, da ni bilo drugega tam prekiniti. Tudi pri Riku in Chelsea se mi zdi, da je malo seveda najlažje se je bilo izogniti temu, da pač umreta oba, ne, in da pač ni, on pač res ne veš, kaj zdaj, a se bo res on malo, a je res breme odpadlo, jaz nisem ziher, ker jaz mislim, da so to travme, ki jih ne preboliš z tem, da nekoga potisneš stola. Drugo pa ne vem, ostalo mi je bilo pa v redu narejeno, mogoče tudi nismo to omenili, meni je bilo tudi pomembno, da Belindo v resnici v prodajo svoje morale pripriča sin, ki pa je že čista nova generacija, ki se ne bo obadal z moralnimi vprašanji, ampak reče sem mama, si nora, koliko keša, midva. Jaz se bom pogovarjal z njim kot biznismen z biznismenom. Mislim, star si kaj, ne vem, koliko let, dej. Ne. Tako da meni nisem izdelo, da bi bilo toliko treba. Edino te prijateljce, malo mi je bilo mogoče ta zgodba bolj poceno, se mi zdi, da na koncu so vse take super prijateljce in nenadoma se spet najde. Ali pa spet lahko to bereš, kot da so šle nazaj k temu, da so si zdaj povedali vse stvari, zdaj pa lahko spet uživajo v prisotnosti drugih in si spet skrivajo vse te stvari. Tako se mi zdi, da v bistvu one so nekako resetirale svoje prijateljstvo z neko travmo, nekim kregom, nekim pičkanjem, rečemo temu, no? In resetirale, da bojo imele to travmo oziroma to izkušnjo še za naslednjih 10 let, ko bojo se pa zopet znova odločile iti obiskati drug White Lotus, ne? Jaz bi mogoče rekel, da malo sem razmišljal, ne vem, ali je to minus, ali je plus, kako je Greg za to svojo priležnico obtečal, ker mislim, da se zaključi pri 4., 5. delu tale njena zgodba, ne, od nje, da je ona pač v Dubaju Grega srečala kakorkoli in da pač je ona free in da je vse super in levo desno, dokler ne prestopi nekih nenapisanih mej oziroma nezačrtanih, pol pa se takoj nazaj potegne, pa se mi zdi, I get it, ti si revna, ne moreš, nočeš v bistvu se spremeniti, rada bi, da ostane vse tako, kot je, zato tudi zadnji kader z njo, ko jo imamo, prepričuje že naslednjega, rečemo temu čeda, žrebca, kakorkoli, da mu Greg potem ljubeznivo pomežikne. Pa sem mislil, mogoče je to malo minus, ker smo tu nekako obtičali, Greg nikam ne gre, ona nikam ne gre, ali pa bo to uporabljeno v naslednje sezoni, ker Greg je očitno edina stalnica, ki se zdaj nekako pojavlja, da bi mogoče se tale zgodba znala še razviti še naprej. Mi je pa tudi okej, veš, če tako obstanem. Igor? Jaz bi imel eno sekvenco ali iz Bratov Levje srčnih ali kakorkoli, kjer Rick in Chelsea živita naprej v naslednjem življenju, reinkarnirana ali whatever, verjameta in imata happy end. Okay. Lepo. Okay. Čist po njenem horoskopu. Okay. Eno idejo sem še imel, mogoče za tele Radcliffeove, oziroma kaj so da pač, da bi se znalo alternativno zaključiti, če bi fotor sam skočil v vodo, v to a.k.a. budistično smrt v veliki skupni jaz, kakorkoli, in da on potem na Tajskem obstane, ki nima izročitve Amerike, veš? Da pač on potem tukaj ostane, družina se pa mora soočati ampak že sam skok v vodo bi bil dovolj za to, da veš, da kaj se gre, ne? Saj, tudi kako je odrezano, ti mogoče da vedeti, da mogoče mogoče ne, mogoče umre, mogoče sam skoči, pa plava, pa potem se Sam Rockwell opet druži, kakorkoli.
Jaz na eni točki mislim, da bo cela familija pristala v onem samostanu, ampak sem vesel, da niso izbrali tega. Imam pa še jaz eno vprašanje za vaju, kam bi postavila naslednji del, in to vprašanje pač imam zato, ker sem se jaz spomnil ene zelo odbite variante in bom kar začel. Okay. Skratka, Kemp Zlatorog v Bohinju, zato ker lahko imaš tale prihod po vodi, lepo izveden, ne? In pol je zelo podobno tam, se že bili kdaj tam. Isto. Pač oni morajo se boriti za šotor, ko pridejo tja, morajo zjutraj čakati ob 7, če se bo kaj sprostilo, da lahko postavijo šotor, se kregajo malo sosedi, glasni študenti tam poleg, basically isto. Okay. Štajerci. Kranski kemp pa to. Ne, jaz bi pa ga dal v Cancun, v Mehiko. Okay. Ja, izpilo bi mogoče politično satiro ali pa situacijo, pa direktno so postavo Mehiko, ZDA, bogate politike, pa lokalni živež, ki poskuša nekaj zaslužiti, hkrati pa mora biti prijazen, kljub temu, da ne vem, jih na meji odvračajo njihove sorodnike. Veš, da je 1001 fora, ki bi se dala tle. Ja, jaz priznam, da nisem niti kaj tuhtal o tem, mi domnevam, da bo spet kakšna kvazi eksotična lokacija, ampak ja, mislim, da bi bila res lahko tudi Slovenija malo eksotična, ampak jaz bi bolj šel ta Bled, pa da malo pokaže to ljubljansko elito, da je tam tudi kakšna družina iz Ljubljane zraven. Lahko igra, ne vem, koga pa zdaj imajo v Hollywoodu. Katarina Čas, evo, imajo lahko Katarino Čas, nabavijo. Ja, ne vem, pač glede na to, da zdaj so pač očitno, da seveda rabijo tudi lokalce, ne, da odigrajo. Definitivno bi pa to bilo super, pa da naj privleče res eno tako igralsko zasedbo še v Slovenijo, no? Da imamo, čeprav, glej, tudi tukaj imamo vsake toliko časa, no, tole Rosamund Pike v Sloveniji, pa očitno sploh ne vemo, da jo imamo, pa jo tam v gorah pripeljajo, jaz ne vem, s helikopterjem, jo odložijo, da posname tisto. Ja, base jump s helikopterjem. Tako da to. Ok, to so bila seveda tudi vaša vprašanja. Če imate še kakšna o žanru nasploh ali pa s temi naslednje epizode, ki jo bomo delali, dajte pač res pridružite se nam na Discordu. Zaenkrat še vedno vprašanja pobiramo samo tam, razen če ste v gospodinstvu s kakšnim od naših agentov. Ampak ja, dajte nam še kakšno vprašanje postaviti. In smo v rubriki, kaj smo gledali, brali ali špilali ali poslušali. Igor, ti si prvi. Ja, Black Bag, ki je še v kinu, pa tudi že ponekod online, je en najboljših vohunskih trilerjev, kar sem srhljivka, Ljoša, oprosti, kar sem v zadnjem času videl. Mislim, plakat pa trailerji so toliko off, glede na to, kaj potem dobiš, da je malo brez veze. Ful je dobro, res, ful je zabavno tudi. Štorija pa je, da so vohuni in ugotovijo, da so imeli nek vdor in Fassbender igra človeka, ki mora raziskati zadevo in ima 5 kolegov, ki so osumljenci, ena od njih je njegova žena in začne se kar s tem, da organizira dinner party in vse povabi in jim podtakne truth serum v omako in tako dalje. Zelo dobro, zelo brihtno narejeno, ful priporočam ogled. Ker imam otroka, sem pogledal Vajano 2 in res mislim, na eni točki se bomo pri Disneyju morali spomniti, da je treba res se potruditi s temi komadi. Drugače pač je ok štorija, ampak pesmi pa so v Vajani 1 bile ful dobre, tukaj so pa tak fejs nič posebnega, da je whatever. In potem sem pogledal Minecraft movie, torej po slovensko Minecraft film, kjer uporabijo tudi znano slovensko frazo najprej moramo minati, pol pa craftati. Wow. Ja. Vidva s pižamcev sta na isto šolo hodila, ne? Nisti pas. Tak je. Jaz se na zadnje mislim, da na Avengerih enih videl tak navdušeno publiko. No. Minecraft je najbolj prodajena videoigra vseh časov in ta publika, ki to igra, pride v kino in
ceni vse te stvari, če ne igraš Minecrafta in ti ni mar za te stvari, pa gledaš, what the fuck Jack Black počne tukaj. Ful je minus prvih 5 ali 10 minut, ki je infodump, ki so ga mislim, da dodali za nas normije na koncu, da približno razumemo, kaj se dogaja. Ampak potem pa, ko Momoa pa Jack Black greta čisto se snameta sketne, je pa kar fan. No. Okay. Tudi začel sem gledati Dr. Whoja, ki bo zdaj nova sezona in je zelo zabaven, mislim, zelo kompetentno narejeno. Tale igralec iz Sex Educationa je krasen doktor, moram reči. In se mi je ful dopadlo. Ankuti Gatva, ja. Ja, meni tudi, moram reči, da je končno spet tam mal doktor, ki je mal navihan, mal zabaven, mal tako satiričen in je tudi meni zelo, zelo všeč. Zato sem zelo razočaran, ker slišim, da naj bi bila ta sezona, ki zdaj pride, tudi zadnja njegova. Ker predvsem zaradi online napadov, ker pač ljudje ne marajo temnopoltega doktorja in trdijo, da je ta serija totalno zanič. Čeprav absolutno se strinjam s tabo, Igor, da je po dolgem času, ker je spet seveda prišel nazaj tale izvirni ustvarjalec novega Dr. Whoja, Moffat, tako, da je spet precej boljša, da se te kvalitetni skok v zgodbah absolutno opazi in mi je žal, no, ampak slišim, da naj bi se že iskali zamenjavo. Ja. No in potem, kar berem, zdaj medtem, ko smo morali čakati, sem prebral eno kratko zgodbo, ki mi to zamujal. Ker so prišle nedavno nominacije za Hugota ven in ta zgodba je nominirana, sem dal link tudi noter, v reviji Clarkesworld je bila objavljena in se jo da online prebrati. Naslov je Why Don't We Just Kill the Kid in the Omelas Hole in je zelo lušna, ampak disturbing zgodba o enem mestu, kjer basically je popolna taka liberalna, progresivna družba, razen pač tega dejstva, da imajo v eni luknji enega froca, ki mora biti tam not zato, da vse skupaj deluje in če ni, pač so potresi, so razni problemi, ampak pol vsake toliko ima kdo moralno neko krivdo, pa gre ubiti tistega froca, da ne bi trpel tam v oni luknji in potem dajo takoj novega not in kdo ga ubije, zakaj in ljudje se morajo spoprijeti s tem. Čudovito. Ja, čudovito. Zelo pa še White Lotus tudi ampak to me ful spominja na eno Star Trek epizodo, zdaj pa moram to... Ne, se ni čist nov koncept, je pa zelo dobro napisano, moram reči, da Isabel J. Kim je avtorica, prvič sem za njo slišal, pač med vsemi nominiranci mi je ta naslov bil daleč najboljši in priporočam, kliknite link, mislim, da rabite 15 minut ali kaj takega, da preberete. Ok. Ja. Mito? Jaz trenutno gledam zraven Daredevila pa ostalih, sem začel gledati Evil, po tvojem priporočilu, fajn je, povedal sem že en minus v tej epizodi, da v bistvu je ful čudno posneto, ne morem razumeti, mislim, zakaj se tako loteva, malo nerodno, ne, tega, pa mislim, da mi je mestoma malo preveč ilustrativno za tem čisto čitnim krščanskim izročilom ali pa katoliškim, no, da sem čisto natančen, ker je malo tako, res je malo Hallmark ilustracija včasih. Kar se pa tiče odnosov ali pa napetosti, pa kako včasih neka epizoda obvisi, mi je pa ful fajn. No, super. Pol bo še uživo dalje. Mislim, da meni sicer tudi v drugi sezoni še malo je več tega katoliška, tudi to mene je predvsem motilo, čeprav vsake toliko cajta dajo malo nazaj, pa hvala Bogu, tale iz Daily Showa, no še ni, Osip Manvi, on še ni doživel skratka nekega verskega razsvetljenja še, tako da upam, da tudi ne bo, ker mi je fajn, da je nekdo ateist in da ostaja. Ampak ja, pa dosti je teh seksi gospodinja, seksi župnik, stvari notri, tega bo v drugi sezoni še več. Ampak me veseli, da uživaš. Jaz imam še 5 delov, pa sem konc, pa bom poročal. To pa skoro sem prebral nov zezu zaradi tega, ko mu snemali Wheel of Time, tole 4. knjigo The Shadow Rising, torej zdaj sem jo že tretjič prvo, oziroma tretjič. Fajn je, preberite si.
No, super. Jaz sem glih zadnjič iskal enko v konzorciju, ampak se moram ta teden vrniti, ker niso imeli, oziroma sem imel samo ono za naslovnico iz serije, pa sem rekel, da jaz ne bi te. So mi obljubili, da nabavijo tisto, kar imajo celo serijo zaenkrat v teh tasivih. Jaz sem na filmskem področju sem se odločil, da spet nadaljujem History of Horror. Skratka, zdaj delam filme po letu 48, tako da tisti, ki vas to zanima, dajte se mi pridružiti. Nekaj sem jih pogledal še za nazaj, ker niso bili na mojem prvotnem seznamu, pa so grozljivo manjkali, King Kong, pa Werewolf in London in take stvari, ampak zdaj le nadaljujem z novimi. Ravno sem pogledal neko japonsko grozljivko, pa francosko, tako, pa en veganski dokumentarc, tako še kar disturbing. Kot veganski dokumentarci so. Ja, drugače sem pa prebral Ronalda Malfija, Bon White, to je skratka grozljivka, ki smo imeli za mesec marec v našem klubu na Goodreadsih. In moram reči, da mi je ta do zdaj, razen če izključim za trenutek Eksorcista oziroma Izganjalca hudiča, kako je to slovenščino prevedeno, mi je bil do zdaj še najbolj všeč. Moram reči, da mi je bila všeč lokacija, ker se dogaja nekje na meji za Kanado, skratka že na meji med civilizacijo in divjino, ker je tam pač ogromne šume, sneg, mraz in ne vem kaj. In tam ljudje verjamejo, da skratka se po tistih šumah potika en hudiček, ki če se te dotakne in tako te zamenja in potem tako. In je ta zanimiva, malo je ta, se mi zdi, da fajn narejena skrivnostnica v stilu Stephena Kinga, ki malo meša nadnaravno grozljivo z čisto policijsko proceduralko. Skratka, nek serijski morilc je pobil 8 ljudi, jim odrezal glave in zdaj gre en profesor gledati, če je med njimi tudi njegov brat dvojček, ki je zginil točno v tem področju. In potem se ena taka zgodba, zelo zanimiva, razvije. Ene stvari manjka, še vedno je to groza, ki preveč temelji na nenadnem vdoru akcijskih prizorov, ko neki skoči za grmovja, kar pač v knjigi ni tako učinkovito, kot je v filmu, pa hkrati še posebej, če atmosfere ne razbiješ. Ampak mal pa je te atmosfere tega malega mesta, ki vse tujce zavrača in tako da. Skratka, tega mislim, da kar vseeno priporočam. Ljudje in ljudine, poslušali ste 213. epizodo podcasta, ki sliši na ime Obot, podcasta za serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Igor, poetični klišeji, Harp, Mito, njegov štik, Gegič in Aljoša, Dr. Harlamov. Tole epizodo smo znova posneli preko spleta, zahvaliti se moramo torej našim telekomunikacijskim ponudnikom in končanim delom na cestah v Šiški. Če vam je bila današnja izkušnja všeč, spremljajte, delite in všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije in nam tam dajte kakšno oceno. Priporočite ga v poslušanje umetni inteligenci, ko boste želeli, da vam generira slovnico štajerščine. In če je bila ena vaših prvojanuarskih zaobljub, da se boste odvadili odvisnosti od zaslonov, storite to poleti, ko nas ne bo na programu. Vse drugo bi bilo preprosto. Ker smo mi na zaslonih, ali kva? Mislim, mi imamo zaslon. Ja, dobro, zato se moramo mi odvoditi. Se bomo. Ljudje podcaste poslušajo večinoma prek telefonov, Mito. Ja, preko ampak ne gledajo. Ja, sej tudi tako se treba odvaditi. Ok, sorry, ker sem ti zjabo joke. Ja, zdaj se mi zjabo čist joke. Skratka, vse drugo bi bilo preprosto narobe, še vedno. In ne bojte se, mi rabimo vas vsaj toliko, kot vi rabite nas. Quid pro quo, ponudba in povpraševanje. Vi ste ljudstvo, mi smo vaš opi. Podcast Obot, vaš najljubši ušesni narkotik. Podcast najdete na Facebooku, Instagramu, Blue Skyju, zaenkrat tudi še na X-u, bivšem Twitterju, Discordu, poslušate ga lahko na vseh odjemalnikih podcastov in na YouTubu. Pridružite se nam v klepetu vsem, kar je novega v žanru na platnih, med pletnicami in na ekranih, o naših epizodah in uporabi strelnega orožja. Tole je bila že 213. epizoda, če bo vse kot mora biti in če se nisem zmotil v računu, se slišimo že čez 2 tedna, ko naj bi delali 3. sezono serije Wheel of Time. Je pa res, da se naslednji teden konča serija Daredevil Born Again, tako da nikoli ne veš, niti mi ne vemo. Morda sami vas in sami sebe spet presenetimo. Hvala, ker ste nam naklonili svojo pozornost.
A kdo zna tisti pozdrav tajski, ki so vsi pozdravljali neki? Kaj se že govori? Ja, neki. Ne, jaz se ne mučil, jaz bi bil bolj spoštljiv kot tile bogatunčki, ki so se nek na pol lomili to sranje. Rečeš, Serbus. Svat de krup. Glej, moraš se naučiti, jaz pa mislim, da je to vljudno, da posod kamor greš, da se naučiš vsaj dober dan. Ja. Jaz pa mislim, ko si enkrat tako bogat, da vljudnost odpade. Okay. Tle bomo punch outali. Ja, reč. Ja, uživajte.